Šinkoška za družbeno vprašanje Anton Gregorčič, sodeluje tudi tednik Reporter. Nocojšnja gosta, gospa Jelka Godec, predsednica preiskovalne komisije pri Državnem zboru, gospod Rado Pezdir, ekonomist in raziskovalec gospodarskega kriminala in med nami tudi Andrej Črnic, časnikar, ki bo nocojšnji večer vodil. Na koncu bomo imeli še predstavitev vinarja iz Brd, Ivana Vogriča, in potem bomo tudi imeli pokušnjo vina. Sedaj pa predajam besedo Andreju, vsem skupaj pa želim prijeten večer. Dobro večer tudi v mojem imenu. Naj začnem s kratko predstavitvijo, čeprav mislim, da kakih pretiranih besed tukaj ni potrebno namenjati predstavitvi, ampak vseeno, gospa Jelka Godec diplomirala je na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in potem še na Pedagoški fakulteti v Mariboru. Leta 1995 je začela najprej kariero kot profesorica, v politiko je potem vstopila leta 2010, najprej kot občinska svetnica v občini Šentjur, seveda v sklopu Slovenske demokratske stranke. Nato leta 2014 bila izvoljena v Državni zbor in seveda pač v javnosti postala zelo prepoznavna kot predsednica preiskovalne komisije o zlorabah v javnem zdravstvu. Drugi naš sogovornik nocoj pa je magister Rado Pezdir, ki je predavatelj na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije in na fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijsko tehnologijo v Kopru. Magistriral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Širši javnosti pa je magister Pezdir postal znan, mislim, da zdaj 6-7 let nazaj, ko z akcijama proti elektroenergetskim podjetjem in bankam v zvezi s preplačili, ki so jih te ustanove zaračunavale komitentom. Junija 2011 je bil magister Pezdir med pobudniki gibanja Resetirajmo Slovenijo skupaj z Žigo Turkom, Matejem Lahovnikom, Šuštaršičem, Virantom in Markom Pavliho. Tudi on pa je v zadnjih letih v slovenski javnosti se vzpostavil kot poznavalec recimo zlorab v bančnem sistemu, sodeloval je pri 2 preiskovalnih komisijah v zadnjem mandatu, pri komisiji za zlorabe v bančnem sistemu in potem posebej še pri komisiji za tako imenovane iranske posle. Tako da o tem bistvu bo tudi tekla nocoj beseda, skozi 2 sektorja slovenske družbe, ki močno pogojujeta politično, družbeno, gospodarsko razumevanje Slovenije. Pravzaprav lahko bi tukaj rekli, da gre za razumevanje genealogije slovenske finančne krize. Gre na vse zadnje skozi sektor javnega zdravstva, skozi sektor bančništva, za izčrpavanje slovenskih davkoplačevalcev, namreč javno zdravstvo že po imenu pač je javno, torej se financira iz davkoplačevalskega denarja. Bančni sistem je bil tudi vsaj do leta 2013 celoti v bistvu v državnih rokah. Zanimivo je to, v bančnem sektorju smo imeli glavne banke, recimo sistemske banke, NLB, seveda v prvi, predvsem NLB in NKBM, kjer so se te zlorabe dogajale recimo s primernim kadrovanjem oziroma s političnim kadrovanjem. Imeli pa smo, in tukaj recimo govorimo o privatnih bankah, čeprav spet lahko med navednicami, kot so bile Faktor banka, Probanka, Gorenjska banka, ki pa so delovale na podlagi prevzemov. Pač prevzemniki teh bank so potem postali tudi največji komitenti in so izkopali največje luknje v teh bankah. Po drugi strani javno zdravstvo, tudi tukaj nekaj takih iztočnic, morda za pogovor, o kritičnem stanju javnega zdravstva. 15 let mislim, da noben minister za zdravstvo ni sklenil svojega mandata. Ena druga taka iztočnica, oblikovanje kartelov. Leta 2014 je Agencija za varstvo konkurence ugotovila, tako kot smo imeli že
leta predtem na področju gradnje avtocest, tudi na področju prodaje zdravil kartel. Preplačevanje žilnih opornic je itak bila ena od bolj odmevnih tem, gradnja onkološkega inštituta in na vse zadnje, recimo zadnja od teh kritičnih tem, otroška srčna kirurgija. S tem bi tudi začeli, pač gre za zadnjo najbolj aktualno temo. Gospa Godec, kako vi spremljate to, kar je zdaj pač v teh dneh tako aktualno? Pač s to temo se ukvarja vlada, ki bi se morala ukvarjati samo s tekočimi posli. Ja, najleprej pozdrav, hvala za povabilo. Zdaj, otroška srčna kardiologija v Sloveniji je pač samo odraz stanja v slovenskem zdravstvu in pa odraz dela Milojke Kolar Celarc oziroma vlade v odhajanju. To je tudi edina ministrica, ki je zaključila mandat z vlado, torej edina ministrica, ki je zdržala 4 leta in ministrica, ki je povedala, da bo 2 mandata. Tako da, če bo vlada z SMC, se zna zgoditi, da bomo imeli to ministrico naprej. Ampak otroška kardiologija, slovenska ima dolgo brado, v bistvu že od leta 2007 naprej, kjer enostavno ni bilo več kirurga, ki je potreben pač za operacije malih otrok, in kardiologi, to so tisti, ki prvi pregledajo otroka, so na to opozarjali, nenehno, in ko je pač sodo izbilo dno, to je bilo zdaj v mesecu, mislim, da maju, so 4 kardiologi rekli, da enostavno več ne morejo delati, ker ni kirurga, ki bi bil pristoten vsak dan oziroma vsaj večinoma dni v mesecu, in so dali odpoved. Torej, da prej pa že tudi ugovore vesti, medtem so dali odpovedi tudi intenziva oziroma zdravniki na intenzivi, tako da je, moram reči, od leta 2018 ta program v Sloveniji zelo nevaren za vse male bolnike. Ministrica je sicer ob interpelaciji meni dejala, da to področje spremlja že od leta 2012, torej še pred svojim mandatom, in da ni nič narobe, vse normalno deluje. No, zdaj se je pokazalo, da ta naša opozorila so prišla do tega, da torej slovensko zdravstvo tako daleč, da je pač poknalo na enem področju. Morate povedati, da to samo eno področje, ki je zelo eskaliralo, da bo pa še tudi druge, da so že tudi kardiologi za starejše začeli govoriti, da bodo odšli, da ne govorimo o urgenci v Ljubljani in drugih področjih, kjer se bo to naredilo. Zdaj, samo tole še eno odhajajoča vlada, ki bi naj upravljala tekoče posle, je dala na mizo Državni zbor zakon, s katerim dovoljuje zdravnikom iz drugih držav, torej ne samo Evropske unije, tudi tretjih držav, da delajo v Sloveniji brez tega, da bi se jim pregledalo strokovna znanja in brez obveznega znanja slovenskega jezika. Jaz moram reči, še najmanj je jezik. V bistvu je materi ali pa staršu čisto vseeno, kdo mu otroka reši, samo da ga reši, ali govori, bom rekla, albansko ali slovensko, italijansko, samo da ga reši, torej jezik je še najmanj, ampak da je pa brez pregleda strokovnih znanj, se mi pa zdi v bistvu nedopustno. In jaz sem opozarjala takrat na seji, da ta zakon ne rešuje otroške kardiologije, ker je ne bo rešil, ker še vedno ne bo kirurga, ki bi operiral. V bistvu smo bili zasmehovani spet in potem se zdaj teh dneh kaže, da smo imeli prav. V Ljubljano hodijo ameriški zdravniki za teden dni in potem gredo. Pa pride drug za teden dni, pa pride španski zdravnik za teden dni. In, a veste, to ni nič, čisto toliko. In žal, torej Milojka in ta vlada še naprej v bistvu stvari uničujejo, s tem, da so ti zdravniki plačani po višji tarifi kot slovenski, in nekako smo dobili zdaj to tudi poseg v plačilni sistem, se zna zrušiti. Hvala. Magister Pezdir, ravno tako aktualna tema v času nastajanja nove vlade je NLB. Pač prišli smo do najbrž točke brez povratka, ko se NLB res bo prodal. Državni zbor je pred kratkim sprejel zakon, ki bo zaščitil naložbo oziroma drugače povedano, pač, da bo država pokrila morebitne stroške izvršbe zaradi hrvaških sodišč. Pogajanja z Evropsko komisijo naj bi se zaključila prihodnji teden.
potem, ko smo vsa ta leta spremljali pač tako situacijo, ko se NLB ni prodajalo na noben način, kako vi prebirate zdaj te dinamike? Je dejansko kaj dosti več prostora niso imeli za fantaziranje okoli te prodaje in se je enostavno mogla zgoditi. Ne nazadnje, morate razumeti, tudi če bi NLB ostala v državnih rokah, je to bistveno premajhna banka, da bi lahko normalno živela v okolju Evropske unije. Po zadnji krizi je namreč prišlo še do dodatnih kapitalskih združevanj na bančnih trgih. Tako da ta banka bi naredila že sama po sebi zaradi svoje skromnosti čez 4 leta problem. Druga stvar pa seveda je, da je neke vrste fiskalna pravičnost v temu noter, v tej prodaji, ker davkoplačevalci smo dali denar za sanacijo tega in za to prodajo pride nazaj denar davkoplačevalcem. Tako da tista teza, ki jo v Sloveniji dostikrat slišite, da je prodaja NLB kraja davkoplačevalcem, ne drži ravno obratno, da se s prodajo lahko denar nazaj vrne. In seveda, kar je za nas najbolj pomembno, je neke kriminalne prakse, ki jih slovenski regulatorji, v prvi vrsti Banka Slovenije, niso hoteli pregledovati, se pač zdaj umikajo z trga, ker lahko pričakujemo, da pride normalna bančna enota v državo, tako kot naprimer 100-krat popljuvana privatizacija NKBM-ja, ampak tja je noter vstopil ameriški finančni sklad Apollo. Apollo je, ne bom preveč detaljen, ampak je dejansko sklad in skladi ne smejo vstopati v sistemske banke v evroobmočju. In to je bil prvi presedan narejen. Narejen je bil zaradi tega, ker zmanjkuje kapitala in bojo poskušali pogledati, ali sklad lahko upravlja za banko na normalen način. In ker je Američanom velik interes, da se izkažejo, bojo naredili izjemno dobro NKBM. To je pa seveda pomembno, ker NKBM je v bistvu neke vrste eksperiment za reševanje italijanskih bank, kjer je v osnovi ideja, da pridejo finančni skladi in so to tisti, ki dajo kapital v različnih bankah, ki so v Italiji trenutno v težavah. S čimer pridem še do drugega dela zgodbe. Če NLB ne bi prodali zelo hitro, bi NKBM bila tista, ki bila prva in najmočnejša na slovenskem trgu in bi NLB avtomatično postala slaba, gnila banka. Tako da z tega vidika mislim, da ni več nobene ekonomske realnosti, da bi NLB ostala v državni lasti. Še posebej pa ni več realno, da ko gremo na volitve in izvolimo politike, da posredno izvolimo tudi direktorje uprave Nove Ljubljanske banke. To se je pa masivno dogajalo predvsem v levih vladah. To pa pač ni smisel. Torej, po vašem mnenju je predvsem ta tržna logika bolj kot predpisi Evropske komisije bodo privedli do tega? Predpisi Evropske komisije niso neki koliziji z ekonomskimi interesi Republike Slovenije v zvezi z Banko Slovenije. Interesi so vrnitev davkoplačevalskega denarja, ki je bil noter vržen za sanacijo in narediti konkurenčen bančni trg z normalnimi bančnimi storitvami, ki niso naslonjeni na neka slovenska omrežja. Zdaj, nekaj sem sam zato rekel nedefinirano, da ne bi zdaj 6 ur razlagal, ampak tokom debate bomo že ta imena ven pometali, ne skrbeti. Tako, ta recimo del vezan na strogo aktualnost bi zaključil z vprašanjem za oba sogovornika. Kako vidite, da te teme, ki smo jih izpostavili, morda bi lahko tukaj malo širše van izpostavili tožbo proti Hrvaški, ampak kako bodo torej vse te zelo aktualne teme vplivale na oblikovanje nove vlade? Tisti, ki mislijo resno, bodo prve spremembe naredili na teh dveh področjih, oziroma banko bo treba prodati. Zdaj, danes če poslušate Levico, da je proti privatizaciji oziroma prodaji, to je brez veze, to se prodaja in se bo prodalo. Medtem, ko Gorenje se lahko proda, pa jih ne skrbi, ne? Ne, čakaj malo, a veš. Začeli bomo v mrežih govoriti počasno. Tako da, jaz mislim, da so to področja, na katerih pač tudi, zdravstvo je eno izmed tistih, ki bo treba prve spremembe narediti in to takoj, pol leta
glavne spremembe na tem področju. In zdaj govoriti, tako kot reče Šarec, da s klikom na miško bo rešil zdravstvo, jaz sicer ne vem, na katero miško bo klikal, ampak to tako ne gre. Mislim, norčevalce stvari, ki so resne in v Sloveniji eskalirajo vedno bolj, mislim, da so pač pogovori za bodočo koalicijo. Mi tudi, ko smo imeli pogovor recimo z Novo Slovenijo, smo ugotovili, da smo tukaj enakih misli, torej slovensko zdravstvo odpreti konkurenci, s tem dvignati kakovost, monopole zavarovalnic odpraviti, se drugače pogovarjati tudi z zasebnimi, torej zasebniki, če posplošni, in pa seveda dvignati to konkurenco. Tako da, to so, mislim, da ključne teme, ki se jih morajo zavedati tudi bodoči premijer. No, morda še to, struktura, kot se zdaj dogovarja za novo vlado, pravzaprav res prav pri javnem zdravstvu imamo zelo različna vidika. Recimo do včeraj, ko so se pogovarjali z Novo Slovenijo in so imeli v osnutku ta vidik, recimo nekoliko bolj liberalizirati javno zdravstvo, medtem ko danes pa se pogovarjajo z Levico, ki je diametralno nasprotno. Ja, se to je igra, jaz sem zelo, ko pravijo nekateri, so neumni, ali se delajo neumne, igrajo neumne, jaz se že sprašujem, da so res neumne, da se igrajo, ampak da so res tukaj neumne, da takšne stvari delajo, ker ljudje več res ne nasedajo. V teh letih se tukaj zadev sproducirali, se povedali ven, da se tu ne morajo igrati. In javno zdravstvo, samo to še, manj gre, kukcine pokonsko rečejo, da je v Sloveniji zdravstvo brezplačno, javno zdravstvo, da je brezplačno. Nič ni brezplačnega. Ker vsi plačujemo v zdravstvo in ta denar želimo nazaj, ko gremo v zdravniku, želimo nazaj, ne da prijem zdravniku in mi reče, ne vem, ja, zdaj ne moreš čez 3 leta, ampak če daš pa plačo zraven, pa prideš čez 3 mesece na vrsto, recimo. In nesmiselno je tudi to, da naše javno zdravstvo za mene oziroma javna služba je tista služba, ne glede na to, kdo je ustanovitelj, ali je to zasebnik, ali je to javna bolnišnica, ki porablja davkoplačevalski denar. To je javna služba. In če je to zasebnik, če je to kdorkoli, pač tisti, ki porablja. Ne da gremo zdaj v Avstrijo k zdravniku, dobimo povrnjene stroške, če gremo privat, ne. Če gremo po Sloveniji privat, pa ne. Mislim, ni logike. Tako da to diametralnost, jaz pravim, da je to norost. Ne moreš enkrat tak, potem pa čez 2 dni pa drugače. Tako, Rado, omenili ste omrežje, omenili ste imena. Pač začnimo z nekaj primeri. Torej, leta 2013 je bilo tisto prelomno leto, ko se je pregledalo banke, država jih je refinancirala, 1,5 milijarde za NLB, skoraj 900 milijonov za novo kreditno banko Maribor in tako naprej. Ustanovila se je DUTB, prišel je na plan tudi SDH, ampak nekatera od imen, ki so bila pod udarom, pač jih še vedno najdemo, tako ali drugače. Jaz bom zdaj pač tukaj navedel 2 imeni, ki sta morda simptomatična v tem primeru. Ena je recimo Marko Jazbec, ki se je potem, ko je bil v upravi NLB-ja, znašel na čelu Slovenskega državnega holdinga, danes je v pozavarovalnici Sava Re. Drugo je Matej Narat, ki je potem iz NLB-ja presedlal v Kranjsko Savo in je danes, če se ne motim, v hotelih Bernardin. Še to, tukaj recimo ti 2 imeni lahko povezujemo tudi z odslovitvijo švedskega vodstva slabe banke, pač slaba banka je nastala na lašč, zato da bi imela tuje vodstvo. Takrat, pač ko niso hoteli priti v DUTB, pač oni, švedsko vodstvo, so hoteli zaseči delnice Save Turizma, Narat nekako kot vodilni oziroma predsednik uprave se je temu uprl in nekako dosegel, da so švedsko vodstvo oslovili. Torej, začnimo pač pri teh 2 imenih, oziroma kako vi gledate to nadaljevanje? Ja, to kaže, da v bistvu v vladah, ki smo jih imeli od 2013 dalje, se pravi 2014, ki tazga, ni bilo politične moči za dejanski pregon bančnega kriminala. Mi v Sloveniji beležimo samo 2 primera, ki sta prišla do konca, in sicer primera v zvezi s Factor banko, Pesjak pa Valenčič, ki
ki sta obsojena za nekaj popolnoma brezvezenega, trivialnega, nesmiselnega, nekaj, kar je podobno, kot da grem jaz zdaj v ta prvo trgovino čokoladice kradati. Se pravi, bila je obsodba, ampak ni bila pa obsodba na neki strukturirani shemi, iz katere bi lahko popadali ven okostnjaki. In recimo Matej Narat je upleten v neko veliko zgodbo ladjedelnice, odkupa prostorov ladjedelnice Izola, kjer je izginilo 40 milijonov evrov iz Nove Ljubljanske banke, kjer je začetek zgodbe pri gospodu Pogačarju, ki je zdaj nedavno kupil delež NLB-ja, ki je bil v KB19-9. Zaključek te zgodbe je pa pri podjetju Janeza Zemljaviča. Zdaj, razumem jaz sledeče. Jaz sem imel pogled v primer ladjedelnice Izola. To je izjemno lep primer za dokazovanje vzporednega bančništva, kjer se zadeve po e-mailu dogovorijo, ve se, da gre za projekt, ki je nikoli denarja ne bo videla več nazaj Nova Ljubljanska banka, in popolnoma jasen je in mehanizem in vloga Mateja Narata v tej zgodbi. Od tega trenutka dalje ne policija, ne tožilstvo nimata več kot 1 leto dela za nedvoumno dokazana kazniva dejanja. Zdaj, če vam rečem, da se je to zgodi leta 2008, zdaj smo leta 2012, policija ni upravila niti osnovnih informativnih razgovorov v zvezi s tem, primer vlečejo v eno popolnoma balastno smer, potem vam je jasno, odkud moč, naprimer osebi, kakor je Matej Narat. Če na eni strani lahko povežemo to, kar je iz Saftija se zgeneriralo v KB19-9 in Janeza Zemljaviča kot eno večjih sivih eminenc v slovenskem gospodarstvu, je jasno, zakaj te primeri postanejo nedotakljivi. Zdaj, ko smo delali na komisiji, mi smo najdeli ogromno primerov, ki jih lahko zelo lepo dokažeš, in nič od tega se ne procesira. Nič. Najbolj šokanten je bil pa seveda primer pranja iranskega denarja, kjer je pa nekdo pritisnil na gumb in so se vse institucije na hip izključile. Ker smo pokazali, da je bila celo globoka država tako močna, da je lahko policijsko preiskavo preprečila. Sprav odgovor na tvoje vprašanje je, te ljudje prosperirajo, ker so glavni operativci v omrežju. Tako, ko ste že omenili primer Farrokh, primer Irangate, dajmo še o tem spregovoriti. Torej, glavni krivci, po vašem mnenju, so organi pregona, oziroma kdor bi mogel to nadzorovati. Kako je lahko sploh prišlo do tega, da se je podjetnik ali pač predstavnik države in družbe, za katero je veljal embargo, pojavil v Sloveniji in opravil transakcije pač v tej višini milijarde evrov? Leta 1979 je bila revolucija v Teheranu. Ajatolah Khomeini pride na oblast, z Američani ima težavo in posledica sporov z Američani in Britanci, ne samo zaradi tistega ambasade, ampak zaradi tudi nacionalizacije premoženja, je prva blokada zahodnih držav proti Iranu, kar pomeni, da niso bile več možne finančne transakcije. In potem so Iranci prišli do predstavništva Ljubljanske banke v Bejrutu in jim je Ljubljanska banka ponudila, da za njih prebije embargo, tako da iranski denar nakaže na svoje račune, ki so jih imeli odprte pri švicarski banki in od tam naprej distribuira denar tako, kot so si Iranci zamislili. In to ni neka nova shema, to je shema, s katero je začel Niko Kavčič leta 1969 na Ljubljanski banki. Od tedaj dalje je izpričano zelo veliko obveščevalnih stikov. Izpričana je dejavnost znamenitega Proteus Financ v Teheranu. Ne bi šel preveč v globino, ampak znani fantje se pojavljajo. Tisti, kar je v Sloveniji prekrižan med službo državne varnosti pa ekonomijo na eni strani, predvsem prvi vrsti Nove Ljubljanske banke, in na drugo strani Saftijevska grupacija. In do leta, mi smo na koncu najdeli vsega skupaj 3 preboje embarga,
V zadnji fazi so poskušali z Iranci kljub veljavni uredbi 961 Evropske komisije narediti skupno banko za Iranci. Kako je mogoče, da je prišel ta Irač Faruk Zadek na Novo Ljubljansko banko, je samo pozvonil na vrata, pa so mu odprli? Ne, on je prišel že na uveljavljen in znan teren, kjer je bilo točno jasno, da bojo šle transakcije čez. In samo na kratko, če rečem, kako to groteskno zgleda, ko se enkrat to razvede, se dogaja. Naprimer, policija, ki dobi informacije o tem, kaj se dogaja na Novi Ljubljanski banki, da je neki Iranc pere denar, ne gre niti na informativni razgovor. Zdaj, če bi komorkoli od nas tukaj kolo ukradli, pa bi policija prišla, pa bi vprašala, kako pa je izgledal ta, ki ga je ukradel, kdaj je ukradel, a si še kaj poseben ga videl. Pač policija sedi na Riti in se ne sprehodi 100 metrov zračne linije do Nove Ljubljanske banke in vpraša, kdo je tega Iranca pripeljal, kako je prišel, s kom je imel kontakte tukaj. On še 2 meseca pere tukaj denar, to že vsi vejo, policija izrednih ukrepov ne razpiše, ko vprašamo policijo na zaslišanjih, zakaj niste izrednega nadzora zahtevali, ker bi ga dobili, glede na to, kaj so imeli v rokah, so rekli, da jih je prehitel. Večkrat dobijo obveščevalna sporočila, da gre za pranje denarja in financiranje proliferacije, vsakič to dajo v predal. Zgubljajo dokumente, v glavnem nič ne deluje. Nekdo izklopi policijo. Na Sovi je isto, samo ne morem tega, kar se tiče Sove, povedati, ker pač Janko Goršek, šef policije, pa Irač Faruk Zadek na avto se dela v zaporu, jaz pa bom, če to povedal. V tem svetu živimo. In ni pa odveč sam še tole dodati, kar se iranskega posla tiče, denar, ki je prihajal iz Irana, je bil na banki, Meli banki. Ta Meli banka je bila banka, ki je imela v upravljanju vse bančne posle za iransko obveščevalno službo, ki je delala najrazličnejše finančne posle in transferirala denar prek te Meli banke. Denar ni šel samo za proliferacijo, šel tudi za financiranje terorističnih skupin. Recimo ena izmed njimi, ki so jih financirali, so talibani. In tukaj še en drug krak, ki ga bom samo navrgel, so eni posli med Severno Korejo pa med Iranom, ki so šli nekako tudi čez ta bančni kanal. Tako zelo lepo, ne? Ja. Gospod Godec, korak nazaj, oziroma 2 koraka nazaj, Pezdir je omenil Janeza Zemljariča, pač, da so ga našli, oziroma da so obravnavali primer, kjer je bil tudi on prisoten s svojim podjetjem Etipar. Vi pa ste gospoda Zemljariča, ki ga sicer poznamo še iz drugih funkcij, še pred letom 1991, imeli na zaslišanju. Kako je to izgledalo? To mi si sprašujejo. Jaz mislim, prvo morate vedeti, mene so kriminalisti podučili, da to niso zaslišanja, ampak so pričanja. Ker jaz namreč po zaključku preiskovalne komisije so namreč mene kriminalisti večkrat obiskali. Tudi imam nekaj tožb že, tako da sem jaz glavna tarča, zdaj ne tisti, ki bi mogli biti, tako rekel Rado, on bo sedel v zaporu, tisti, ki bi mogli pa ne. No in to so bila pričanja. In gospod Zemljarič, mislim, pričanja so bila različne ljudi smo imeli pred sabo, od tistih samozavestnih do tistih arogantnih, nesramnih. In tisti, ki so včasih tudi, mislim, ki so preveč povedali, pa so potem čez minuto ugotovili, da so sam sebe zaklali. Do gospoda Zemljariča, ki pa moram reči, da je bilo meni najhujše zaslišanje v smislu, da je bilo za mene to najslabše zaslišanje, kar sem jih izvedla. Zemljarič je zelo dobro odigral svojo vlogo. Jaz na to vlogo nisem bila pripravljena, to mislim, da sem že javno povedala. Bila so pripravljena vprašanja, takšna, drugačna, tudi dostikrat sem tudi spraševala kar tak, pri njemu enostavno ni šlo. Ni šlo zakaj? Zato, ker mogoče sem, ne vem, mi takrat možgani niso ravno dobro delali, ampak
Presenetilo me s to svojo igro, no? Igro, ki nemočnega gospoda, starega, ne vem, koliko pač je, nemočnega ne sliši, ne razume vprašanj, nikoli v življenju ni niti po moje videl bolnice oddaleč in ničesar ne ve. Nenehno pa je v bistvu udarjal po mizi in zdravstvo je treba urediti in vam želim vso srečo in toliko po mizi. Potem sem razmišljala o tem, da v bistvu še nekdo drug je tako toliko po mizi, še dve moje priči. In sicer Miklavčič in Milojka Kolar Celarc. Milojka Kolar Celarc in Miklavčič sta... Zdaj je vse crkljano. Ok. Torej, tri priče so tolkle na isti način po mizi. Zemljarič, Miklavčič, Milojka Kolar Celarc. Na isti način. Z očali ali pa z roko. In ja, no, zaslišati je bilo pač, kak je bilo. Nič ni vedel, nič ni slišal, nikoli ni vedel. Če bi ga vprašali, koliko mu ime, ne bi vedel. Povedal je to, da je Kavčič denar sicer predal v Švico in da je dobo za ušese in da so to naredili, ampak drugače pa on niti ne ve, kaj je to Safti, ne ve, nič ne pozna. SDV, tudi da je vedel, da je bil tam. Je pa potem, ko smo mi naredili zaključno poročilo, je Rado nam dal določene dokumente, ki naj bi dokazovali krivo pričanje Zemljariča in smo mi v bistvu to pol zaključno poročilo. Jaz sem to predlagala, da v zaključnem poročilu sklep, da se gospoda Zemljariča, da se organom pregona da to krivo pričanje. Moram reči, da na sami komisiji, kjer je 7 članov, ta moj predlog ni bil sprejet. Za smo glasovala samo 2 od 5 prisotnih, ali 4 prisotnih, zdaj mislim, ne vem točno. In zato je Slovenska demokratska stranka potem dala amandma na to poročilo, da se ti dokumenti in vse skupaj preda organom pregona zaradi krivega pričanja gospoda Zemljariča. Tako da to je bilo nekako to. No, omenili ste še enega, recimo, še eno izpostavljeno pričo, javnosti zelo dobro znano, nekdanjega ministra, nekdanjega predsednika ZZZS-ja, Boruta Miklavčiča. Kako pa je bilo v tem primeru, pač poleg tega, da je tolkel z roko po mizi? Ne, gospod Miklavčič je povedal, da on je bil, kako me rečem, glavni, on je bil šef. To, kar je on rekel, to se je zgodilo. On je imel nobenega problema z UKC Ljubljana. On je nastavil vrhunca in povedal, da bo svetu zavoda in svetu zavoda so delali tako, kot je on rekel. In imeli so sestanke mesečne z vrhuncom, svetovanja, pogovore in tako naprej. Tudi je povedal, da je recimo bil nek javni razpis in on je povedal, da bo dobil. In tisti je dobil. On je bil najbolj iskren. On je povedal, takle je bilo in tak je bilo. Nič ni skrival, je pa skrival svoje premoženje. Glejte, gospod je šel v penzijo 2008, mislim, da je bil v Pahorjevi vladi, so ga lepo prosili, naj pride nazaj in da naprej dela. In je v bistvu v penziji in ima kar veliko premoženje. Najbolj znane so te njegove jahte. In ko sem ga spraševala o tem, tam pa je bil problem. In tudi, recimo, spraševala sem ga o pologih gotovine. In vsakrat, če je pri njemu normalno, da položi vsak mesec nekaj denarja. Ja, če je rekel, jaz posodim denar nekomu in potem je on vrne, tam 200-300 evrov. Vsakla, a toliko? Je rekel, no ali pa 500. Vsakla, koliko je zdaj, 200 ali 500 evrov? 1000. In boj začel, no zdaj se pa odločite. Je rekel, lejte, pa gremo tam do 2000. Torej odnos, aroganca in potem tudi zaslišanje, ki je bilo brez javnosti, pač so se pokazale določene stvari, zaradi katerih sem potem jaz tudi bila zaslišana sama. Namreč mi smo imeli tudi anonimno prijavo, na kateri je pisal, da je gospod Miklavčič izplačal gospodu Hariju Furlanu 200 000 evrov, da se ta primer v zdravstvu ne preiskuje. Primer žilnih opornic in vseh teh povezav. Mi smo to spraševali in zaradi teh mojih vprašanj sem bila potem jaz enih 5-6-krat izprašana. Kdo torej pomeni, da poteka preiskava proti, zdaj ne vem več proti komu, ampak jaz sem bila kot priča klicana
Ko sem pa jim povedala, da to isto anonimko imajo v rokah tudi na pristojni organi, se pa nekako več nismo slišali. Zdaj pa morate vedeti, da preiskavo, ovadba se da na specializirano državno tožilstvo, specializirano državno tožilstvo pa reče kriminalistom, kaj ne delajo, ne? To se tudi naši, ne? In torej, specializirano državno tožilstvo je rekli, da se najprej išče, ali je res, da je gospod Miklavčič dal 200 000 harjev Furlanu. Kdo je šef specializiranega državnega tožilstva? No, vsej k temu se bomo še vrnili. To sem vas mislil še vprašati, pač ti dve imeni sem izpostavil tudi, ker veljata kakorkoli za, vsaj neuradno, za zelo močna lobista na področju javnega zdravstva. Kako ste morda ta vidik občutili ali pa kaj ste iz tega ugotovili v svojem preiskovalnem delu? Da je gospod Miklavčič lobist, se je tudi pri meni lobiral. Da gospod Miklavčič je probil tudi mene nekako po moje ustaviti. Jaz sem ga tudi spraševala, zakaj je to naredil. On je mene klical, da ima nekaj za mene, kar bi me zanimali. Ne, mogoče bi imela za jahto, no. Ne, hecam se, ampak ja, mislim, so informacije takšne in drugačne, se je tudi sam povedal, torej, če je on nastavil gospoda Vrhunca, če je vplival na javni razpis, torej je posredno priznal, da je pač on izmed tistih, ki je določal, kako se v zdravstvu naj dela in tako naprej. Tako da to, kar se tiče gospoda Harija Furlana, ne vem, verjetno ste gledali te oddaje, ki so bile na RTV Slovenija, kjer se skoraj jokal od tega, da on nič ne ve in nikoli nič kriv, ampak on je bil 6 let šef specializiranega državnega tožilstva in je še zdaj naprej in niti enega primera ni zaključil. Mislim, da niti enega, no. Če ti veš, za katerega jaz ne, no. V zdravstvu 2013, če se spomnite, oziroma 2013 zlate palice, ki sem našel palice, ona je povedala vse, iz katerega računa, na kateri račun, kartice, vse. Nič se še ni zgodilo, nič se še ni zaključilo. In na enem izmed zaslišanj nekdo, ki je pač v teh zadevah, ki tudi preiskujem, je rekel, gospa Godec, hvala Bogu, da je ta komisija, da se nihče nekaj preiskuje. Jaz bi že zdavni rad, da se to razčisti, ampak vemo, kdo je šef. Tako, Rado, vrnimo se v bančni sektor. NLB in hčerinske banke v tujini, to je tudi posebno poglavje, namreč recimo najbolj znana je pač frankfurtska LHB. Obstaja seveda cel kup drugih hčerinskih bank v tujini, katerih so se tudi dogajali pač tako zelo dvomljivi posli, ne? Dejansko jim je uspel bežati iz slovenske regulatornega okvira preko teh podružnic. Dejansko jim je uspel Zemljavič. V glavnem, preko tujih podružnic se je predvsem delal zelo veliko poslov na Balkanu. Tako LHB, kot naprimer dobro znani Interfinance. Interfinance, naprimer, mogoče to je en indikativen posel, da boste razumeli, s čim imamo opravka, ko govorimo o podružnicah Nove Ljubljanske banke v tujini. Interfinance, hčerinska družba Banka Nove Ljubljanske banke v Zürichu, je skupaj z skupino NLB, ampak pretežno je bila to Interfinance, financirala do 83 milijonov evrov kreditov srbski skupini Invej. Zdaj, srbska skupina Invej je imela nekaj podjetij v svoji lasti, recimo zemljišča v Luki Dunav, Rubin, Monus cigarete, se pravi, to so bili edini cigareti, ki so bili doma na koncesijo narejeni v času režima Slobodana Miloševića. Zdaj se vam lahko že dozdeval, kje smer bom šel. Potem so, naprimer, imeli v lasti posel za podjetjem Telekom braća Karič, se pravi Miloševićevi tajkuni. Na koncu se je izkazalo, da je človek, ki je bil direktor uprave tega podjetja, tako imenovani Peconi,
bil član Sulčinskega klana, ki je leta 2001 organiziral umor Zorana Đinđića, predsednika vlade. In da je bila to ekonomska ekstenzija srbskega podzemlja. Zanimivo celo to, da tega Peconija so pred 2 leti v Beogradu, v centru sred belega dneva, rivalski gangsteri iz Črne Gore ustrelili, 6-krat so streljali nanj. Mi smo direktorja Interfinanca, direktorja uprave Interfinanca Gorazda Jančarja seveda resno privili, ker to pa je zgodba, ki prebija vse meje, da vi financirate tako izdatno srbsko kriminalno podzemlje, ki nima težave niti pri temu, da dvigne roke nad predsednika vlade. Te krediti seveda niso bili vrnjeni, to je 83 milijonov čez okno. In smo ga vprašali, kako imaš lahko take poslovne prijatelje, ki jih v sred Beograda 6-krat ustrelijo. In njegov odgovor je dobro ponazaril ta njihov kleptomanski cinizem, ker je odgovoril sledeče: saj veste v Beogradu, kdaj koga ustrelijo. Ampak da je 83 milijonski posel zaupaš, delaš s človekom, ki ga srbsko-rivalska banda ustreli, je malo ekstremno. In ta Invej primer je tipičen primer, kaj so podružnične banke v tujini delali. Tukaj imate noter skrit Gašariča v NLB Beograd, v poslih LHB-ja v Črni Gori imate skrit sodelovanje v finančnih poslih, ki so vezani na denar, ki je prišel iz šverca cigaret vlade Mila Đukanovića. Jaz si priporočam, da si greste pogledat italijansko obtoženco zoper Mila Đukanovića v zvezi z nelegalnim trgovanjem cigareti na relaciji Črna Gora-Ancona. Tam vam bo noter pisal, da je bila LHB pomembna točka, ko so potekale finančne transakcije med črnogorsko mafijo in Sacro Corona Unido. In bolj kot smo te posle odsterali, bolj nas je presenečal, koliko klasičnega kriminala dobimo noter. Koliko smo mi mislili, da bodo to neke zgodbe tipa Bine Kordež, usupljiva količina pa je pravih kriminalcev, pranja denarja, dobesedno podajanja kreditov kriminalnim strukturam. No, ko smo že pri tem Interfinanc Zürich, spet pogledamo malo, kdo so bili med vodilnimi, med drugimi, pač bilo jih je več, sem morda spet, če izpostavimo, kako ime Metodo Dragonja, ali pa... Zadnji direktor uprave NLB Interfinanca. Ali pa Anton Macuh, ki, če se ne motim, je bil tudi potem leta 2016 med kandidati, da bi spet postal nadzornik Nove Ljubljanske banke. Ja. Sploh je zanimiva ta zadnja zasedba, ki je Miro Cerar predlagal, da bi postali nadzorniki Nove Ljubljanske banke, in sicer, če se prav, Macuh je bil, pa Ribnik ali pa... Jevinšek. Ja, pa še eden. Jevnišek. Jevnišek, ja, pa še eden je. No, od teh 4 imajo te 3 pedigre službe državne varnosti. Tako. Gospa Godec, prišli bi zdaj k osrednjemu delu vaše preiskovalne komisije. To je bilo predvsem poslovanje, v bistvu tudi nekako poslovanje s tujino oziroma preplačane žilne opornice. Kako ste se vi pravzaprav znašli v tem poglavju? Najprej sem naštudirala žilne opornice, kaj to sploh je, ker nisem na začetku sploh vedela, o čem govorim, oziroma mi govorijo. To je bilo najprej medicinski del, no potem pa ta del. In tukaj moram reči, da sem začela nekako, malo pogledaš ta RR, pa pogledaš malo na iPes, pa na Bizi, pa ne vem kaj vse, pa pol to začneš zlagati in pol srečaš Radota na Čiku.
In pa rado začne razlagati in razlagati. Dva čika pogadi in razlaga in jaz mislim, o, ljubi Bog, da je nekaj, no, to nič ni res, ne. Nekaj že govoriti, ker to ne more biti res, ne, ker te prvo, da sprocesiraš vsa ta imena, vse te lovke, ne, in vse te zadeve ti tak nič ni jasen, ne, in ko ti pa razlaga to, kar zdaj danes razlaga imena in kako je to delal, pa si misliš, no, ljubi Bog, kje mi živimo, ne, kaj se dogaja tu okoli nas, ne, in ne vemo nič, in rado mi je pomagal in mi je tudi risal potem v pisarni in mi je narisal in zrisal in NLB in Interfinanc in vse to, no. Nekaj sem pa sama zložila in v bistvu znajdeš se zelo hiter, ampak ko odkrivaš, tako pravi Rado, nove dokumente, nove vezi, ne moreš verjeti. In greš znova od začetka in še enkrat in isto prideš, ne, in vidiš, da to ne gre samo, da res gre znotraj Slovenije, da Mark Medical, da je, kdo je njegov prvi ustanovitelj, ne, in ko so ti rekli Safti, pa ne, ja, itak ne, ampak potem vidiš in vmes gubiš nit in pokličeš Radota in spet prideš, spet Safti, spet isto se vračaš, isti ljudje se pojavljajo, ista imena, ista podjetja, Luksemburg, Proteus, Vega Financ, odplačevanja, deležev in tako naprej. In Mark Medical Slovenija ima, torej mama je, če tako lahko rečem, ne, je Mark Medical v Italiji, ta ima šefa KB, in potem je treba, torej najprej to mrežo narediš, pol greš gledati, kako se nabavljajo, kako se prodajajo, potem dobiš nove dokumente od enih in drugih in spet gledaš in greš iz službe in ne moreš verjeti, kaj si tam noter prebral. In pol vidiš, da so direktori tu, pa tam in da so direktori ali pa nadzornih odborih ali kakorkoli upravah na Mark Medicalu, KB-ju, v Mladini in da to vse isti ljudje sedijo. In pač znajde se, no, se pravi, jaz moram tu se zahvaliti Radotu, ki je zelo veliko pomagal in tudi na enem zaslišanju šefa uprave KB 1909, gospoda Perica, je bil zraven. Bili so čudni momenti, pa ne ljubezenski, ampak takšni čudni, ki smo tam določene stvari odkrila, ker je potem pomagal tudi naprej v preiskavi. Še to vprašanje. Še leta 2012, zdaj se tukaj sklicujem ravno na dokumentarc, ki ste ga vi omenili in ki so ga predvajali po prvem programu, pač po RTV-ju, preiskovalni dokumentarc. Je leta 2012, recimo Mark Medical v Sloveniji prodaja ožilne opornice po 977 €, če se ne motim, približno v istem času so potem primerjalno šli gledati na Finsko in Švedsko za primerjalno iste tipe opornic ali morda celo nekoliko boljše še, tam so stale 130 €. Potem, ko se je ta zgodba nekako začela odvijati v Sloveniji v različnih medijih, so cene padle do leta 2014, najbrž tam na okoli 500 € in potem 200 € leta 2016, če se ne motim. Kaj je torej tukaj bilo? Zakaj se je lahko prodajalo ožilne opornice po skoraj 1000 €? Ja, ker ni bilo nobenega nadzora, ne. Tudi javni razpisi, ki so bili narejeni, pač se mi zdi, kdor da, koliko da, ne. Mislim, plačali bomo pač, koliko hočete imeti, ne. In če ste poslušali zdravnike ali pa tiste vodilne v UKC Ljubljana, so rekli, za bolnike se gre, ne, to je treba imeti, ne, nima veze, koliko stane, ne. In potem so mi učitali, da želim slabši material za nižjo ceno, ne, da hočemo to narediti. Ne, mi hočemo isto vodo, recimo tu boste dali 5 €, na Finskem pa 1 €, ne, zakaj? Mislim, čem je štos, tako da, zakaj so cene padle, ne? Zdaj najbolj divje je bilo 2013. 2013 je bila tako divja prodaja žilnih opornic, da jaz ne vem kam, ali so jih jedli ali kam so jih devali, ne vem. To je bilo noro. Prodajali je Mark Medical od 2012-2013, to so bili za javni razpisov, bom rekla, prekoračili pogodbo. Pogodbo so prekoračili za 2,5 milijona. Torej ti podpišeš pogodbo za 200 000, prodaš pa za 2,7 milijona, za 2,5 milijona. Plus tega, da so še mimo pogodbe kupovali. Potem tam se pojavi tudi Bormija. Bormija je direktor, ne vem zdaj kak je, ampak takrat je bil soustanovitelj oziroma sodirektor gospod Cotič, ki je nekoč bil v Mark Medicalu.
In tam je bilo najbolj noro. In pojavil se je zdravnik, ki je tudi član Evropske akademije znanosti in umetnosti, gospod dr. Noč, ki je pač vedel, da cene druge niso takšne in da je to nekaj nenormalnega. In takrat je potem vztrajal, da se javni razpisi naredijo popolnoma drugače, da se določi najvišja možna cena, ki je bila 10% nad nemško ceno. In takrat so jih v bistvu potem prijeli v smislu, da so cene enormno padle. Takrat, to je bilo v konec leta 2013, začetku 2014 in od takrat naprej tudi Mark Medical v bistvu zgublja v Sloveniji. Zdaj, zakaj je do tega prišlo, ne vem, je pa Bormja visoko nad tem. Recimo primer 2013-2014, ko se je že vedel, mislim, kako sem jaz ugotovila, da so bile žilne opornice preplačane. Glejte, recimo, eno podjetje prodaja žilne opornice do februarja 2014 po, recimo, 450 €. Takrat se prijavi na javni razpis in na javnem razpisu ponudi ceno 260 €. Prodaja jih po 450, na javnem razpisu pa reče, bom dal za 260. In maja začne po 260 prodajati iste žilne opornice. S tem, da jim do začetka veljavnosti javnega razpisa UKC Ljubljana dovoljuje dvakrat višjo ceno, po dvakrat višji ceni kupuje. Ko pa javni razpis podpisana pogodba, pade pa za polovico. Torej, tako sem videla, da nekaj ne morete, a veste, vi nekaj prodajate v enem mesecu po 100 €, potem pa naslednjem mesecu za 20 €. To pomeni, da so bile cene previsoke. Zakaj se je to dogajalo? Pravim, še enkrat, ni bilo nobenega nadzora. Vedeli se je, tudi nabavniki so vedeli, prirejali so javne razpise, to vse zato, da se je ta denar odtekal pač v določena podjetja in iz teh podjetij določena tudi. Mark Medical je imel recimo v določenem času 93% pokrivo tržišče, ne? Pri nas je, mislim, da 40% je, potem pa je konkurenčnost, ne? Torej, 93% je on imel čez roke, ne? Tako da, in večinoma ta denar je seveda odšel potem iz Mark Medicala Slovenija v italijanskega, nekaj potem s prodajo deležov v Mark Medical Slovenija v Vega Finance, nekaj v KB, pač denar začne potem krožiti, ne. Ugotovili smo pa tudi pri nekaterih podjetjih, ker smo dobili račune, po koliko so kupovali od proizvajalca, pa potem po koliko so prodali v Sloveniji. 64% marže. In več. Tako, omenili ste recimo to lastniško strukturo, morda bi lahko še pri tem se malo zastavili, to bo spet vprašanje za oba. Rado z vami bi ta recimo finančno-bančni del pregledali, Jelka, z vami pa pač ta zdravstveni. Torej, omenili ste Proteus, Vega Finance, torej, če gremo na začetek nekako, je tako, Proteus, če se ne motim, je bil ustanovljen leta 1989, ustanovitelj je bil Safti. Potem, če gremo v ta finančni del, Proteus, ki je imel sedež v Luksemburgu, je ustanovil Proteus Finance s sedežem v Zürichu in ki se je potem leta 1997 po prodaji Novi Ljubljanski banki preimenoval v NLB Interfinance. Drži? Drži. Vsem drži. Potem pa leta 1997 v bistvu, tu nam je povedal tudi direktor uprave Peric, KB199, pa mislim, da kar drži, no, po najnih informacijah drži, so podjetja Mikro-M, potem Lirasest, še ene 3-4 podjetja, pa Proteus, na eni strani, pa drugi strani Nova Ljubljanska banka, pobotali terjatve med sabo. V tistem trenutku, ko je prišel do tega pobota terjatev, je prišla tudi transakcija, da je Safti odstopil nek procent KB199 NLB-ju. To je tisti trenutek, ko NLB lastniško noter vstopil KB199, noter za njo pa odstopi tudi Jurij Detiček. Se pravi človek, ki je naredil celotno svojo kariero v Novi Ljubljanski banki, pa včasih je šel v Teheran pogledati, kako kaj stvari tam stojijo. To je vzporedna zgodba. In potem
je pa bila naslednja faza. Interfinanc je naredil predstavništvo Interfinanca v Gorici, to sem tukaj že enkrat razlagal celo. To predstavništvo Interfinanca je bilo registrirano na ulica Via Malta 2. To veste, kaj je tam na Via Malta 2. 51% lastnik tega predstavništva je bil NLB Interfinanc, 49% pa KB 19.9, s tem, da je bil direktor uprave tega predstavništva oziroma skupne firme Boris Peric. In oni so aktivno delali posle z civiškim Interfinancom in sicer posli so potekali tako, da preko recimo ta podružnica je sodelovala pri kreditih, ki jih je dala NLB, Interfinanc. Se pravi, oni so tam nastopali kot kakšni garanti. Če tisti, ki je kredit od NLB Interfinanc vzel, ga ne bi mogel poplačati, bi to poplačilo zagotovila KB 19.9. Kar pa pomeni naslednje, da je to sicer tvegan posel in da je to legitimen posel, ampak pazite, zdaj imate posel. Ker NLB Interfinanc posodi denar svojih hčerinski firmi NLB Interfinanc Beograd. To je netvegano posojilo, ki je znotraj sistema. Za nagrado, ker je KB 19.9 sodeloval v temu poslu kot garant, so dobili procent od celotne vrednosti transakcije. In to so napolnili ene 6-krat, v približnem letu dni so tako zaslužili 900.000 evrov. To je isto leto, ko se za približen 1 milijon evrov začne dokapitalizirati in prevzemati Mladina za strani KB 19.9. Zdaj, en zanimiv element tega bančne povezanosti je še sledeče. Jurij Detiček, ki je bil v nadzornem svetu KB 19.9, je bil hkrati direktor uprave Adria Bank na Dunaju, ki je bila v solasti Nove Ljubljanske banke in mariborske NKBM. In potem je on kot direktor uprave dal kredit KB 19.9 in ta kreditno poslovanje kot nadzornik KB 19.9 tudi nadziral, se pravi čisti konflikt interesov. On je imel interes tega v temu financiranju. In še več, ker je KB 19.9 prišel ob denar in so izdali obveznice, kdo je te obveznice odkupil in dal denar KB 19.9? Adria Bank oziroma Jurij Detiček. Človek, ki je hkrati sedel na obeh sedežih, ko smo Borisa Perica vprašali, ali ni to konflikt interesov tudi po italijanskem pravu, mislim, da smo dobili odgovor, ki je šel nekako takole. Ker jaz maranja ne znam razbrati, čist ne vem, kaj je hotel povedati, ampak mislim, da sva ga z Jelko dobila. To pa še ni bilo toliko, kot sva ga dobila še na eni hujši stvari. Ampak to mu je Jelka povedati, ko ona to ful dobro pove. Jelki moram pa danes povedati, kaj smo odkrili nekaj novega. In namreč spet so te lastniške strukture. Zdaj bom malo Jelkinga odgovora v prihodnost pojedel, se mi zdi, ampak upam, da mi ne bo zamerila. Se pravi, malka sta dva, en je na tej strani, en pa na drugi strani meje. Zdaj, verjetno se spomnite, da tale italijanski malk je nastal iz podjetja Agrorest. Zdaj, v Arhivu Republike Slovenije so shranjeni dokumenti, ki kaže, da je bil Agrorest v lastništvu Saftija. Zdaj, ta Safti je res naredil ta Proteus, ki je bil potem lastnik Malka, ko se je transformiral iz Agroresta. Na drugi strani smo imeli Malk, ki ga je ustanovilo podjetje Aureliana, katerega lastnik je bil spet ta isti Proteus. Zdaj, tisto, kar moram pa Jelki povedati, Damjano Klajnšček, direktor uprave Malka Slovenskega, je bil solastnik Saftija. To smo pa danes ugotovili. Se pravi, koliko lepo so naju nafukavali na pričanju, da nič ne vejo. No, čakaj.
Gospod Klajnšek je bil zelo dober. Mislim, vem, da nas je, tako si rekel, ne? Ampak je bil zelo moker. Za Švico je pa fest. Treba je sam to povedati. Zdaj, ko ti govoriš o Saftiju in Mark Medicalu in Vega Finance, kaj je bilo, mislim, Mark Medical Slovenija je imel dva lastnika. To je bil Mark, tako te rekel, Italija in pa Vega Finance Luksemburg. Zdaj, Vega Finance Luksemburg je meni prišel kar od nikoder. Naenkrat se je pojavil, ker jaz, ko sem gledala IPES in sem to tudi rado dokazala, sem ga gledala, IPES-u piše, da je lastnik Proteus. Ko je zdaj Vega Finance to dela, in IPES-u piše za ustanovitelj Proteus, pa Mark Italija, in pol kar naenkrat ustanovitelj, vložek, mislim, ne, ustanovitelj, kakor Vega Finance. Ko je zdaj to? Kam je šel pa Proteus, če je bil ustanovitelj, in pol kar Vega Finance in pol čisto tako je zblesalo, Perico rečem na zaslišanju, kdo je ustanovil Proteus? Pravi, on je Softi. Rečem, Proteus je bil lastnik Mark Medical Slovenija. Ja, rečem jaz, ok, v redu, ko pa je pol Vega Finance? On reče, nič, to je Proteus, sam preimenovali so se. In takrat vem, da sem... Pol morate videti faco od Perica. Pa sem to govoril. Ker nismo znala povezati. Mi nismo vedela povezati, mislim, dobro, se nismo se, ne vem, koliko fest poglavljali, ampak se nismo vedela povezati, kako zdaj to, in on to tako pove, ker misli, da pač to vemo in da, in takrat vem, da smo mi z Radotom, to je bilo tistih 2 sekunde te kemije, ki smo mislili, kaj zdaj, malo prekinemo pa, pogledaj, in potem smo dobili celo schemo, kako so se preimenovali, kam je šel vse denar in kako je potoval, in potem sem ga jaz tudi vprašala, ker konec koncev Vega Finance je bil 70% lastnik Mark Medicala. In KB in Mark Medical Italija sta odkupovala od Vega Finance ta delež, dokler ni prišel na 0. In potem sem rekel, ok, če ti nekaj kupiš, imaš denar in ta denar odkupnine je šel v Luksemburg. Kam je šel pol z Luksemburga naprej? Sem rekel, je šel za dokapitalizacijo podjetij? In potem sem rekla, v Italiji? Ja. Torej, dokapitalizirali so se podjetja v Italiji, sem rekel, v Sloveniji? Ne. Ampak možnost obstaja, ker KB je bila lastnica tudi Mladine in tako naprej. Tako da, tu so zahvala gospodu Pericu, ki nam je pač pomagal. Peric nam je toliko prišel nasproti, ker pač ne ve, kdo so lastniki Vega Financa. Zdaj pa mi nekako danes naprej vemo, kdo so lastniki Proteusa bili. In tako da mislim, da gospod Peric ni delač od tega, da mu pač v reporter napišem, kdo so tudi lastniki Vega Financa. In to ne bo nepomembno, ker to je tisti veliki črni fond vseh črnih fondov slovenske zgodbe v vzporedni ekonomiji na Tržaškem. In to mislim, da bo krona našega raziskovanja. Ko bomo ugotovili, da to je, da to ni mit, da mi nismo nori, ampak da dokumentirano to sranje od zunaj obstaja. Mark Medical je bil 2015 prodan podjetju Svas Biosana. Ste tudi o tem potem kaj več izvedeli? Ja, to si lahko vsak pogleda na internetu, vtipkate Svas Biosana, pa boste videli, kje je za Mark Medical in boste videli, da v tej grupi je tudi še eno podjetje, ki je solastnik gospod Klajnšek, pa je solastnica bivša prijateljica gospoda, ali bivša, mislim, da tako se je izrazil gospoda Perica. Tako da se stvari nekje druge v bistvu eskalirajo ven, mislim, torej vse nadaljuje ta zgodba. Mark Medical je bil zanimivo prodan, ko je bil v najboljših letih, skoraj najboljših letih ga je KB prodala, ni pa prodala Zgubarske Mladine recimo, ni prodala Distriesta, ki je tudi bolj kot ne Zgubarsko, pa še neke stvari, ker je v bistvu, vse posod je v bistvu Peric, eden izmed direktorja ali pa kakorkoli, jaz ko sem brala tiskaj, vse on ni, je bilo to, jaz bi to težje delala. Tako da, to smo, jaz sem šla potem pogledat, kam je bil prodan in da se tukaj noter pojavljajo nove, to je pa to podjetje oziroma grupa iz Neapla.
Zdaj, ko smo malo pregledali to stanje, Rado, kako vi vidite, v bistvu govorimo že, ne vem, drugem, tretjem, četrtem, kateremkoli že valu tranzicije, lastninjenja, karkoli že, obstajajo zmagovalci te tranzicije, pač spet po vaših ugotovitvah, samo kot istočnico dam primer ACH-ja. Pač ACH je imel tudi eno goro dolgov, ki so se prenesli na slabo banko. Slaba banka je te dolgove po znižani ceni seveda prodala ameriškemu podjetju Merrill Lynch. Podjetje Merrill Lynch pa je te dolgove prodalo komu? Menedžerjem ACH-ja, ki so dobili kredit pri ruski banki VTB, pač tako, da se en krog zaključi. Kako komentirate, oziroma ne vem še kakšne podobne primere? Ta mreža je preživela. Preživela je samo zaradi tega, ker nismo imeli vlade, ki bi imela politično voljo, da bi jo brutalno razbila z vsemi njenimi ekstenzijami, ki grejo preko kriminalistične policije, obveščevalne službe, tožilstva do sodnega sistema in v čisto skoraj samo terensko politiko, če hočete. Mi smo to bitko izgubili, bojim se tudi, da se je Vega Financ napolnil za veliko denarja in da lahko pričakujemo, da se bo ta denar odcepil. Na ulici, kjer je registriran Vega Financ, to je, da se še spomniš, Rue du Bourmont v Luksemburgu, je ustanovljeno podjetje Malk Holding. Se pravi, po mojem gremo v novo iteracijo. Kaj je ta Malk Holding, ni jasno, razen da sem odkril, da ima en sam asset, eno samo sredstvo in to je nek patent za čevlje, katerega nosilec je neka zamejska Slovenka. Sprav, moj slab občutek je, da se ta zgodba pripravlja še v nekaj drugega. In to bo možno, ukoliko bojo v Sloveniji okoliščine take, kot so, se pravi, da je možno dobiti neka sredstva, s katerimi se odkupiš iz DUTB-ja, svojo slabo terjatev. Zdaj, največji strah v Sloveniji, po moje, predstavlja en ogromen kapital, to so podrejene obveznice, ki so bile izdane v Luksemburgu na anonimne prinositelje. Nekaj indicov kaže, da so na račun države stare strukture izdale izjemno poceni podrejene obveznice. Se pravi, to je obveznica, ki jo kupaš z ogromnim diskontom in ima ogromen donos, da so te nakupe naredili z kreditom iz bank, se pravi zastonj, in da jih bo zdaj, ker je država vmes povezala te obveznice, izplačala, s čemer bojo prišli verjetno ven z kakšnih svežih pol milijarde evrov, kar pomeni, da je dovolj denarja tukaj, da vstopijo v novo zgodbo. Mreža pa je očitno že vzpostavljena. Bitka za Gorenjsko banko kaže, da je mreža tukaj nemočna. Pri teh obveznicah v tujini, ki jih je v glavnem Abanka izdala, pa spet, če govorimo o teh mrežah, če se ne motim, se pojavlja ruska VTB banka. Točno tako je ruska VTB banka. Zdaj, tisto, kar bi še pomembno povedal, mogoče dodal po celi zgodbi, ki je mogoče kle v temu prostoru bolj pomembna, Vega Financ, veste vsi, da je naj bi KB199 potegnilo dol podjetje Cogeco. Zdaj, podjetje Cogeco je imelo hčerinsko podjetje KB Commodities. To je bilo podjetje ustanovljeno na offshore Isle of Man v Veliki Britaniji. In preden je KB199 formalno v KB Commodities vstopila in da je to postala vnukinja, je bila tam noter prisotna Vega Financ. Problem je nastajal, ko je denar iz KB199 šel za posojilo v KB Commodities, naprej se pa več ni vračal. Po eni zelo veliki cifri so podjetje likvidirali, tako da so ga prodali podjetju na britanskih Deviških otokih. Kar pomeni, da mogoče bomo mogli zgodbo v Cogecu še enkrat pogledati in pogledati, če ni tam denar vam pobegnil.
Posebej tukaj je zanimivo, da gre spet za britanske Deviške otoke. Tam se spomnite, je Saft imel 2 podjetja, eno je bilo Norfin, ki se je izkazalo pri dokapitalizaciji Tržaške kreditne banke leta 1994 z eno veliko golfijo. Ta drugo je pa Profinest, ki je bilo eliminirano ravno takrat, ko se je ta zgodba s Kodžekom zaključila. Ta Profinest ni nepomemben podjetje, Dario Cupin je bil njegov pooblaščenec, ker Profinest nastopi, ko se privatizira Mladina, tako da se prenese Adit na Dis Triest. In v tistem Dis Triestu nastopi podjetje Venta. Ta podjetje Venta je pa rata kar naenkrat solastnik Proteusa. Zdaj je to ful zapleten, vem, ampak te fantje ful sranja naredijo, to cel labirint naredi in se ti zmeša, ko to preučuješ, ampak na koncu je jasno, kaj delajo, denar premetavajo iz enega konca na drugega, dolgove puščajo in vse skupaj likvidirajo, tako da zadeva zgine in to pol vi plačate ponavadi, ne? Na naši strani pa mi, ne? Ampak vedno se rešijo na isto forum. No, Jelka, še zadnje vprašanje, preden prepustimo še besedo publiki. Čisto spet za en tak faktični primer vašega preiskovanja, oziroma niti ne vem, če ste ga vi preiskovali, ampak pač je potem postal splošno znan. Dobavljanje umetnih kolkov. Bolnišnica v Novi Gorici je imela dalj časa kot posrednika pri dobavljanju umetnih kolkov podjetje Primsell, tudi tukaj pač je šlo za preplačevanje medicinske opreme. Lastnik podjetja Primsell pa je bil Aleš Furlan oziroma brat Harija Furlana, ki smo ga nocoj že nekajkrat omenili. Ja, jaz nisem tega dela preiskovala, čeprav v času preiskovalne komisije sem se pač tega ob pričanju gospoda Harija Furlana tudi mogla dotakniti. Moram reči, da v času preiskovalne komisije so mi nosili še primere, da vam ne povem, kjer je vse, kaj bi mogla vse, in tudi učitelj, da delamo samo na žilnih upornicah, kar ni prav, ne? Ampak jaz moram tu v zagovor samo dopovedati, če ne bi vzeli specifično enega področja, ne bi naredili nič, ker če bi vse po šrek delali, ne bi naredili, ne bi ugotovili teh stvari. Zdaj, kar se tiče Primsella, zgodba je v bistvu zaključena, verjetno veste, da je uglobljena uslužbenka. Uslužbenka v lekarni, ki je to nabavljala, drugemu se ni zgodilo popolnoma nič. Čeprav so ugotovili, ja, da je Primsell, da je prihajalo do neke vrste, do kršenja zakon, do koruptivnih dejanj in tako naprej, ampak oglobili so uslužbenko. Gospod, koliko jaz vem, ta bratno Aleš Furlan, ja, lastnik Primsella je po tisti vdaji na televiziji Slovenija zaprl podjetje, končale se prodaja in torej so padle cene. Cene so padle, primera ni več. In gospod Harij Furlan je rekel, da on o tem nič ne ve, kaj so bratovi posli, se o tem ne pogovarjajo, čeprav ni samo, mislim, da brada tudi oče sodeloval. Oče je, snaha je, mama je. Torej vsi so, celota družina je v tem Primsellu, ne samo Primsell, ampak še Trade, ali kaj je blanem. Cela spet neka veriga, ki bi jo lahko, rado mi je dal dokumente, ki sem jih pregledal, ampak zdaj mislim, da je pa tudi spet cela mreža narejena. Družine Furlan. Ja, dopolnim, ne. Kako je nastal Primsella, se vi spomnite podjetja Primex Nova Gorica. Malo obmejni goriški sporazum, na drugi strani je bil njihov glavni sogovornik, seveda Safti. No, ampak podjetje Primex, preden se začne privatizacija, odcepi Primsell iz svojega miljeja. V to podjetje vstopi podjetje iz otoka Man, se pravi davčna oaza, in potem ta del od tega offshore podjetja odkupita brat in oče od Furlana. In zdaj ona dva imata podjetje, ki je izcepljeno preko enega offshore podjetja. In potem, kaj ona dva naredita, je, da celoten posel
preneseta iz družbenega podjetja, ker Primex je bil še solastnik, ni se privatiziral in je bil družbeno podjetje, na privatno podjetje Primsell. In vse stroške pustita na družbenem podjetju in vse prihodke so data na zasebno podjetje. Na kar seveda pride do tega družbenega oškodovanja, Agencija za revizijo postopkov lastninjenja in obračuna to škodo, ta škoda nikoli plačana. In to zdaj vsi, ki doma v nedelo jejo župo, pa tenstan krompir, amben nič ne ve, najmanj pa Harry Furlan. Mogoče pa jede Harry Furlan nič ne ve, zato ker v tistih letih, ko sta njegov fotel pa brat to delala, je bil on pripravnik na SDV-ju v centru SDV Nova Gorica. In zdaj tisto, kar je meni pa Jedlki najbolj všeč je, da sva Harryju Furlanu, pripravniku SDV-ja, poslala ovadbo zoper Zemljariča, šefa SDV-ja, zdaj ne se pa onedva sama zmenita. Tako, najlepša hvala torej. Jaz bi predal še besedo za morebitna vprašanja. Ja. Kakšen interes je imela KB za odkup revije Mladina? Mislim, da ni to podjetje dovolj, mislim, rentabilno, mislim, bodo kakšni drugi vzroki pri tem, Boris Peric je takrat, ko je to prevzemal, za ime KB19-9, rekel, da on vidi svoje širjenje v medijski prostor, umeščanje v medijski prostor in tudi dopolnitev k dejavnosti, ki jo ima, naj bi imel sicer Distriest. Zdaj, mi vemo drug del zgodbe, in sicer časnika Republika, ki ga je izdajala bivša založba Tržaškega tiska oziroma Safti, dokler ni šlo to cugrunt, se pravi, imeli so željo vstopati v to zgodbo. Po drugi strani je pa presenetljivo presenečenje, presenetljivo je, da je firma, ki je bila v Distriestu, se pravi Proteus, v njej je bil solastnik podjetje, ki je imel že prej krak do Mladine. Sprav, mislim, da je bila to samo zadnja lastniška konsolidacija, ko je KB19-9 dejansko noter vstopila. Zdaj, seveda, v Sloveniji imate en problem. Vi, razen če ne greste v klirinško depotno družbo, pogledati si vpisane lastnike, ne morete ugotoviti, kjeri so vsi lastniki podjetja. Pač piše zaseben podatek, čau, ne gre. Ampak pri Mladini je ta zanimivost, da je prejšnja lastniška struktura bila polna enih posameznikov, kot da bi 300 posameznikov si lastili Mladino. Zdaj, na kaj vas pa to spominja? Je seveda na sistem zaupnikov, ki jih je imel Safti. Se pravi, fiktivni lastniki delnic, ki so bile deponirane pri Cupinu. In ista zgodba, mislim, da je bila že odprej pri Mladini, samo da se je na koncu naredil odkup s KB19-9 in se konsolidirala cela zgodba. Oni so dejansko želeli imeti medij, s katerim so vplivali na zadevo. Zdaj, če vam povem, kako je to konkretno izgledalo, KB19-9 je imela recimo posla z ACH-jem. Karkoli boste v zvezi s Protejem pa ACH-jem, Protej je bil menedžerska firma ACH, karkoli je bilo v zvezi z ACH-jem in tem prevzemom, ki ga je Rigelnik in kompanija delal, je v Mladini bil vedno napisan spin. Vedno je bilo čisto obratno napisan. Potem imate zgodbe z Istrabenzom, vse veste, KB19-9 pa Istrabenz so nekaj časa dobri, pa niso spet dobri med sabo. Tako se vam zgodbe menjajo. Naprimer v bitki Istrabenz zoper Mercator, oni začnejo plovati po Zoranu Jankoviču. Ampak spet zgodba je od odzadaj, isti lastnik je bil. KB19-9 je bila v obeh podjetjih. To so konkretni načini vplivanja. Zdaj pa, če čisto zadnjo zgodbo povemo, da urednik Mladine Gregor Repovž pojasni, da zdravstvo v Sloveniji deluje
In manifestacija je tega, da imamo dolge čakalne vrste, pol veste, da res branijo te zgodbe, ne? Ker medicinski sektor se je pa nažrl ful denarja. Ja, jaz bi samo to rekla, ko ste rekel, zdaj to pa še nekaj pol, kar ste vi vprašali, medicinski sektor, izračuni so, da če bi vse preplačilo materijala v medicini skup seštelne, bi prišli na bančno luknjo, na to cifro, v teh letih. Tako da ni toliko malo, ne. Kar se pa tiče mladine, jaz sem, ko sem raziskvala, to sem naredila en intervju z gospodom Pericom, ki je leta 2008, mislim, da je bilo v Delu objavljeno, dejal, da mladino kupuje, oziroma so jo kupili zato, ker njem vidijo ekonomski in politični interes. Ekonomski ok, politični sem ga spraševala in rekel, ja, vse veste, kaj pomeni naslovnica mladine. Ne, torej, politični interes pa gledamo zdaj že nekaj časa v mladini. Ne. Zdaj, ostale pa rado povedam. Zoran, čeprav sem ginekolog in ne poznam ta vprašanja, bi se rad vrnil za stenoze, za mašitve velikih žil pri otroku. In tukaj povedati, kako je sicer pomemben kirurg, ki ga bomo letili iskati po velikih ustanovah, da prije rešiti našega otroka, ampak bolje, se mi zdi, še bolj pomembno, da se poudari, kako je v tem področju pomembna hitra diagnoza te anomalije. Otrok se lahko rodi normalno, 2 dni leži, noben ne opazi, da je malo moder in kar naenkrat se to stanje poslabšanje in korakamo po celem in kličemo cel svet na pomoč. Drugo vprašanje gre za proteze, za stente. No, ko imate ta material izredno tehnološko razvit pred vami, ste lepo določi, kateri material bo šla za določeno oddelek, takrat vprašate, naj se pojavi zdravnik. In kaj bo rekel zdravnik? Zdravnik bo dela, so ga naučili, da je uspešen, da reši življenja z določenim materialom. Kako lahko, rekel, gremo mimo kakšnega javnega razpisa, ne da bi imel tudi tukaj pomembno besedo zdravnik. In še nekaj povem. Vsi se vprašujemo tukaj, ja, kam gre ves ta denar, ki si ga da zdravnik v žep. Ker ni bilo rečeno zdravnik, ampak smo mislili na zdravnika. Ja, prosite, ampak tudi vaš zdravnik, če hočete na pravi dan, na dan D, biti uspešen za vas, pa se tudi rabili, da je visoko izobražen, da hodi na ta redna edukacija in lahko vam povem, da je zelo zahtevno delo. Ni kar navadno področje. Te dve vprašanje. Hvala lepa. Jaz se strinjam s tem, kar ste zdaj povedali, ampak morate vedeti ozadje, kako se te stvari dogajajo. Zdravnik je seveda tisti, ki bo povedal strokovno, oziroma kateri material naj se uporablja, vendar pa morate vedeti, da so bili pri nas zdravniki zato podmazani, po domače povedano. Torej, zdravnik je zahteval od dobavitelja, da se mu plača kongres tam in da se plača tudi ženi. Žena nima kaj zraven, mislim, lahko gre, ampak si naj plača sama, če smo že na tem. In zato bo ta dobavitelj v naslednjem javnem razpisu izbran. Kako bo pa izbran, je tako, da se je točno določen sklop napisal točno za tega dobavitelja, ker ni bilo možnosti, da bi kdorkoli drug kot ta dobavitelj to prodal. Torej, to je razlika med tem, da jaz vem, da zdravniki v Sloveniji sploh so plačani kongresi, izobraževanja v tujini strani dobaviteljev, ker pač država očitno tega denarja nima, pa bi ga lahko imela, če bi privrčevala pri materialu. Ampak to še ne pomeni, da mora biti za to koruptivno. Imamo zdravnike, bom kar povedala dr. Noč, ki je bil plačan tudi strani tega, ki dela te žilne opornice, zdaj mi je šlo z glave, se opravičujem, Abbott,
pa zato ni bil, da bi jih favoriziral, celo naredil tak javni razpis, da so oni v bistvu izgubili to, ne? Ker je naredil pač po svoji vesti. Kar se tiče pa samo še to otroški kirurgi, ja vem, prvo tudi intenzivni interventni kardiologi rešujejo otroke pred kirurgom. Imeli smo dva dobra interventna kardiologa, ki sta ravno zaradi tega, ker so neurejene razmere v slovenskem zdravstvu, dala odpoved in enostavno več nista mogla delati v takšnih razmerah, ker tudi kirurga ni bilo in seveda se strinjam, ni se kirurg, ampak so tisti prvi interventni, ki so in mi jih nimamo in to sem rekla, kardiologi hodijo pa zdaj iz Amerike za en teden, en drug, potem pride Španc in tako naprej. To ni zdravljenje. Torej, če ni drugih vprašanj, bi nocojšnji večer zaključili. Predno jaz predam besedo vinarju Ivanu Vogriču. Bi se najprej zahvalila nocojšnjim gostom za zanimiv večer, ne? In vse skupaj bi pa povabila na prihodnji četrtek, ko bomo imeli srečanje pod Lipami, in sicer posvečeno predstavitvi monografije Prevarani sokoli. Gosta bosta dr. Ivan Čuk in dr. Alex Leo Vest. Večer bo pa vodil dr. Jože Dežman. Še eno informacijo, torej v nedeljo 5. avgusta bomo s Kulturnim centrom Lojze Bratuš se udeležili srečanja treh Slovenij na Svetih Višavjah. Organiziramo avtobus, kdo želi iti z nami, je lepo vabljen in nam lahko tudi nocoj, pa po telefonu ali po mailu sporoči. Sedaj pa predajam besedo Ivanu Vogriču, vinarju iz Števarjana, ki bo nam nocoj tudi ponudil pokušnjo svojih pridelkov. Dober večer vsem. Slovenci imamo en lep pregovor, nalimo si čistega vina. Mislim, da po takem večeru je treba si naliti kar precej čistega vina. Tako, jaz prihajam iz Števarjana, imam eno kmetijo, 11 hektarjev vinograda, je družinska kmetija, to delamo v sklopu družinskih članov. Tako, od 11 hektarjev vinograda jaz pridelam približno 15.000 steklenic vina, to, kar utegnem jaz prodati. Ostalo prodam grozdje enemu večjemu odjemalcu. S ustekleničenjem sem začel leta 2004 in stalno rastem. Imam potencial 60.000 steklenic, na primer, samo 60.000 steklenic jih je treba tudi v končni fazi prodati. Nocoj vam bom tako, jaz pridelujem 5 belih sort, to so sivi pinot, chardonnay, sauvignon, friulano in letos bom pridelal prvič po 45 letih zopet malvazijo in eno rdečo sorto, ki je Cabernet Sauvignon. Bela vina so vsa sveža, tako da v enem letu, dobrem pol drugem letu ga utegnem že vsega prodati. Rdeče vino pa ga staram 2 leti doma v kleti in potem ga komaj začnem prodajati. Za nocoj sem vam prinesel eno svežo sorto, to je Sauvignon, zelo aromatična sorta. Jaz pravim, da na moji kmetiji in na splošno v Brdih imamo to srečo, da naravno pridelamo zelo aromatične sorte s svežimi, zdravimi aromi, naravnimi aromi in bi bilo škoda jih izgubiti s staranjem. In en sivi pinot, ki je pa eno leto starejši. Tako, ni rečeno, da če vino jaz ga pridelam sveže, da po enem letu izgubi svojo svežino. Jaz garantiram moje vino najmanj 3 leta isto kvaliteto, potem pa se začne starati. Ampak se stara še vedno v dobro, ne pa v propad. Tako, hvala lepa.